tako zanimiva in koristna tematika danes. Govorili bomo o eteričnih oljih kot tisti ta pravi, eni in edini rdeči niti vse kozmetike, od parfumov, mazil, masel, zobne paste, potem imamo mila, pa imamo en kup takih in drugačnih stvari, tudi parfumčkov na koncu koncev, kajti eterična olja so tista, ki imajo zares neverjetne sposobnosti in Amon, ki ste ga v naši oddaji že spoznali, Amon iz tiste blagovne znamke, kjer imajo vse ročno, domače, narejeno, Amon in Anis, nam bo zaupal kaj bolj konkretnega, ker on pravi, da recimo se konzervansov sploh ne rabi dajati, eterična olja imajo tako širok spekter delovanja, da jih lahko pravzaprav vključimo povsod v vse možne žive izdelke, ki jih ženske in moški uporabljamo za to, da negujemo svoje telo od zunaj in tudi od znotraj. Kajti moramo se zavedati, vse, kar dajemo nase, pravzaprav dajemo vase. Zadnjič smo govorili o zobni pasti, zelo vam priporočam, da si še enkrat pogledate ta posnetek. Danes pa torej konkretno o eteričnih oljih. Vzemite si pisalo, vzemite si zvezek, kajti slišali boste informacije, ki si jih je vredno zapisati. Lepo pozdravljen, dobrodošel. Zdaj, eterična olja, da bi prav razumeli, jaz mislim, da je tukaj velika zmeda. Ker greš v kakšno kitajsko trgovino ali pa kakorkoli, pa imaš za 50 centov eterično olje. Meni se zdi, da je tisto precej škodljiva zadeva. Ja, seveda. To so pač razne sintetične arome, kemikalije, ki pač spominjajo nekako na eterično olje. Ampak zdaj, mogoče za tisti nos, ki še ni toliko strenirana, če ne, se to takoj zavoha. Jaz takoj zavoham, čim je kakšna primesi noter taka ali pa kaj takšnega. Mogoče lahko tukaj začneva, da pač sploh povem, kaj so to eterična olja. Recimo, to ni glih samoumevno, dosti ljudi še zmeri ne ve o tem veliko. No, eterična olja so v bistvu čista esenca rastline, se pravi tiste aromatične zdravilne komponente, ki so v zeliščih, v cvetovih, v rastlinah, to je eterično olje. In zdaj, kako se jih pridobiva? Veliko ljudi me sprašuje, a pa vidva to sama destilirata, pa pridelujeta tudi eterična olja, pa jim potem jaz povem, to bi bilo pa zelo težko, glede na to, kakšen je spekter vsega, ker potrebujemo ogromne količine pač tega rastlinskega materiala, da pridobimo sploh eterično olje. Eterično olje vrtnice recimo rabi ne vem koliko teh cvetov, in svet nič nima kilaže. To so te cvetne, v bistvu pobere se cvetne latice, to res nima nobene teže. In zdaj za eno mečkeno flaško rabiš 50 kil latica, teh vrtničnih, 50 kil. Ampak eterična olja, kaj je to proces destilacije je to, Tukaj sem si še zapomnila iz osnovne šole. Daj nam razloži, tukaj imamo tudi eno fotografijo, imamo pripravljeno, bo lažje, da bomo si malo bolj predstavljeni. Dajmo pogledati tole fotografijo in torej vse te parne destilacije je to, izvoli. Ja, se pravi, gre se za to, da imamo eno večjo posodo, tradicionalno so to bakrene posode in potem se da noter na tako mrežico en rastlinski material, spodaj voda in se to v bistvu segreva ali na ognju ali kakorkoli na plinu. Kuha? Ne kuha se, v bistvu rastline niso v vodi, ampak so ločene tako na mrežici nad vodo, vmes je malo prostora in potem se ta voda upari in ta para gre skozi rastline. In to se potem zelo počasi, ure in ure se to destilira in ta para gre čez in ko pride na vrh, se začne ohlajati in po teh cevkah kapljica po kapljico dol teče in potem se v posodi na koncu se v bistvu tvori ena taka zmes vode in olja. In zdaj to, kar je na vrhu, je eterično olje, ki plava, spodaj je pa v bistvu cvetna voda oziroma hidrolat se reče. To je hidrolat in v bistvu hidrolat je manj koncentrirano eterično, manj ima teh zdravilnih učinkovin, ampak je še zmeri koristno. Jaz iz hidrolata včasih samo obraz pošpricam tak na letalo ali pa kjerkoli. Ja, hidrolati imajo ogromen spekter v bistvu enih učinkov. Zdaj recimo v puščavah je tradicionalno vrtnica uporablja za hladitev brsa, ker dejansko ohlaja.
Hkrati so pa tudi tonirajo, napnejo kožo, so zelo dobra dodatna nega, čeprav spet smo tukaj, ne, dostikrat to, kar ne vidimo, mislimo, da nima učinka, ne, zgleda kot voda, ne, če pogledaš, sem kot voda, prozorna tekočina, ampak ima ogromne učinke, če se to vsakodnevno uporablja, je to za zdravje kože, za moje pojme najboljša stvar, no. Pravi hidrolat. Zdaj, eterična olja se delajo iz različnih delov rastline, a ne? Zdaj, to je spet odvisno, katera rastlina, kaj destiliramo, recimo nekje se uporablja samo korenine, nekje se uporabljajo samo cvetovi, naprimer pri kamilci, ne. In načeloma je tako, da ta cvetna eterična olja so dražja, težje jih je pridelati, bolj so občutljiva, ne, hitro se lahko pokvarijo, zato tega imajo točno te procese, da takoj, ko poberejo, da gre to v destilacijo in tako naprej. Tako da v bistvu dostikrat se recimo pri cenenih eteričnih oljih dogaja to, da vzamejo čist celo rastlino namesto samo cveta, ne, zato tega, da dobijo večjo količino, da je kakor bolj ugodna cena pa tako naprej. Ampak moramo vedeti, da eterična olja, to so v bistvu najstarejša zdravila, ki obstajajo. A res? Se pravi, imajo različne zdravilne komponente v sebi. In zdaj, če mi vzamemo, ne vem, stebla in cvetove, pa so samo v cvetovih te zdravilne komponente, ne bomo imeli tega učinka, ki ga mi hočemo dobiti, ali za nego, ali za zdravljenje, ali za aromaterapijo, za karkoli, ne. In to je treba biti pozoren pri, ne vem, če se kdo odloči za nakup eteričnih olj, da ve se poreklo, da ve, iz katerega dela rastline je, a je ekološki certifikat tukaj v zadnji, so mogoče še kakšna dodatna testiranja, ne, tudi to je možno, ne. Tako da veliko je enih aspektov, kaj zdaj pravo eterično olje. Zdaj recimo pri citrusih, ne, pomaranča pa to, ne vem, pomaranča, limona, se pa stiska lupine ponavadi, ne. To v bistvu najcenejše eterično olje, pa največ se ga pridobi, ne, ko lupin je veliko tega olja, ampak vseeno, recimo za eno flaško rabimo 50-100 pomaranč, recimo, ne. Ampak kako pa prepoznamo zdaj vsa ta naravna eterična olja v pravem pomenu besede, da ne šparajo pri vseh teh procesih, pa da kar vse mečejo noter in podobno? Zdaj, večinoma so že to, bom rekel, zelo uveljavljene firme, ki po 10 ali pa 20 let se ukvarjajo izključno z ekološkimi eteričnimi olji. Se pravi, tisti, ki imajo, ne vem, eterična olja, ekološka, naravna, sintetika, vsega pomal, tam vidiš, da so tudi drugi interesi, bolj denarni. Tisti, ki so se pa šli, ne vem, tega, bom rekel, da ponujajo samo ekološka eterična olja, so ponavadi tudi to živijo, so nekako, ali so aromaterapevti, ki so ustanovili to in ti znajo da tudi več informacij o tem, a ne? Če jih vprašaš o kakšnih detajlih, bo znali povedati, zakaj je to tako, a ne? Ampak bi rekel pa, da glavna stvar pri eteričnih oljih je, da streniramo svoj nos. Zdaj, jaz sem imel tudi celo izkušnjo s tem, ne, se prav spomnim, ko na eni točki sem vse vrgel ven iz stanovanja še takrat, ne, kar je bilo umetnega, vse umetne pralne praške, umetne čistila, umetno kozmetiko, karkoli pač, ne, za osebno nego, vse sem dal stran in po letu do 2 se mi je v bistvu to čutilo voha, mislim, to, kaj sem začel zaznavati, ne sam. Nažalost, tudi neprijetne stvari bolj začne zaznavati, ne. Ja, jaz zaznam, pa resnično, pa eni mislijo, se norca delam, ampak jaz zaznam kuhlo, če je kdaj meso mešala. Jaz jo zavoham. Ali pa če je kdaj bilo te, ki so začimbne mešanice umetne, pa te zadeve, ne, ki jih poznamo. Jaz to takoj zavoham. Takoj, v trenutku. In se mi zdi, da kozmetično zadevo odprem, povoham in ti takoj lahko povem, a je kemija noter ali ni. Ker tist vonj, ki v bistvu diši, ampak diši zaradi tega, ker ima neke ojačevalce in vse te ostale zadeve, prepoznaš takole. Enkrat, ko si na... Sigurno, ne, to je čist druga zadeva, tudi kako to vpliva, ko smo že pri teh vplivih, ne, kako to vpliva v bistvu na razpoloženje. Eterična olja v bistvu različna razpoloženja lahko inducirajo, ali sprostitev, pomiritev, ali recimo, da nas dvignejo, če smo tako nekako bolj, kako bi rekel, sključeni, žalostni.
Se pravi, imajo to, ker vplivajo v bistvu na možgane direktno in tudi prehajajo skozi to membrano, možgansko. Tako da direktno v bistvu vplivajo na zdravje tudi možganov, na hormonski sistem tudi, uravnavajo hormone, recimo vrtnica je sploh pelargonija za ženske, za uravnavanje hormonskega sistema. Medtem ko, bom rekel, te umetne dišave, jaz sem bil to spet presenečen, ko srečaš ljudi, ki imajo dejansko probleme in so jim prepovedali uporabljati umetne arome in dišave, ker imajo probleme s hormonskim sistemom, z endokrinami žlezami, ko se to leta in leta uporablja. Ker ti parfumi, recimo, mislim, to je grozno, kaj danes počnejo za temi parfumi. Ti moraš človeka zavohati, njegov primarni von. In to je kar neko nanašanje takih in drugačnih parfumov, zmoti naše hormone, lahko se zaljubimo v popolnoma napačno osebo. Ja, tukaj so zraven še razne druge stvari, kot ne vem, živalski hormoni. Pa tudi, se pravi, meni je že tako grozno, da se pri tej kozmetiki toliko se testira na živalih, nepotrebno, potem se dodajo noter razne te živalske stvari. In zakaj ne bi vzeli esenco rastline, ki je v bistvu, ki ima tudi nevsiljiv von na en način, se pravi, naneseš to na sebe, dišiš, ima nek vpliv to na tebe, tako pozitiven, pa potem pa počasi lepo zbledi, nežno, ne moti drugih ljudi, ker včasih so tisti oblaki, ki hodiš po cesti, pa pri en oblak, te kar pufne. Ampak moderna zdravila, farmacevti pravijo, da jih v bistvu tudi pripravljajo s pomočjo eteričnih olj. Ja, zdaj, to je tudi zanimivo, kar se tiče zdravljenja zdravil. Recimo v Franciji, ko greš zdravniku, dobiš na recept eterično olje, lahko tam zdravijo razne depresije, hormonske težave, kožne težave, takšne drugačne, ampak tam je ta veja aromaterapije zelo razvita, tam je to del, bom rekel, sistema zdravstvenega. Pri nas je to še bolj v zadnji, ampak nekako se je vse po teh vojnah, se je vso to znanje začelo ekstremno drastično zgubljati. Po vojni, po obeh vojnah v bistvu se je na vseh področjih znanja začelo ogromno zgubljati, tudi na tem področju. In recimo pred vojno so tudi v Franciji v bolnišnicah so razkuževali vse z eteričnim oljem timijana, ki pobija in bakterije in viruse in recimo plesni, glivice in te stvari. Lahko pa gremo še malo bolj tukaj v detajle, kar se tiče same sestave. Se pravi, eterična olja so sestavljena lahko, ne vem, 100, 200, 300 različnih kemičnih komponent. Ko so jih tudi že tako razčlenili pa določili in so videli, da ene imajo zelo močne zdravilne učinke. In zdaj to niso samo neka, bom rekel, neke prazne besede, samo recimo v Ameriki, da ne govorimo o drugih delih sveta, je trenutno 17,000 plus raziskav o zdravilnih učinkih eteričnih olj. Sploh je pa to v tretjem svetu, recimo v teh državah, ki so imele kjer so bile stare kulture, recimo Indija, Egipt, te arabske države, potem recimo Kitajska, tam je več teh študij, zaradi tega, ker imajo še to tradicijo v kitajski tradicionalni medicini, v ajurvedi. In tam jih uporabljajo že 5000 let s kliničnimi rezultati, tudi. To je 5000 let prakse, ki priča o tem, da so učinkovita. No in potem, kaj so farmacevti naredili? Recimo, vsi poznamo aspirin, kot zdravilo proti vročini in tako naprej. In v bistvu to je eterično olje breze. To je eterično olje breze in kar so oni naredili, so samo naredili sintetični ponaredek, ki ga lahko patentirajo. V osnovi pa eterično olje breze vsebuje 99% te silicalnih kisline. Ne moreš verjeti. Tako da so z marsičem naredili, veliki idej so iz tukaj črpali. Nočem zdaj reči, da so vsa zdravila na to temo, ampak veliko so črpali iz tega in lahko si z eteričnimi olji tudi zelo pomagamo. Je pa to znanost, moraš se poglobiti v to, moraš biti izkušen. No, ti si svoje življenje posvetil temu in vrsto stvari imava zdaj tukaj na mizi, doma narejenih, domačih, slovenskih, ekoloških, veganskih, certifikati, brez testiranih na živali in vse ostalo. In večina tukaj vidim, da prevladujejo eterična olja sivke, čajevca pa citrusov.
Tudi vrtnica, recimo. No, Tudi bova malo vrtnica? da poveva malo. Dajva malo povedati, recimo eterično olje sivke. Tukaj imava tonik tudi za obraz od sivke. Se pravi, sivka je najbolj tako popularno eterično olje tudi zaradi tega razloga, ker je zelo vsestransko. Ima vsestransko delovanje uravnavanja na človeka, se pravi, vse te, bom rekel, viške energije ali pa pomanjkanja harmonizira. V bistvu za najširši spekter ljudi je v bistvu primerna. Predvsem jo pa poznamo, da pomirja. Pa za spat, ne? Ja, seveda, sploh recimo za spanje, pomirja tudi kožo, je za razne pike, ureznine, predvsem pa tudi za opekline. Lahko povem eno zgodbo tega, ki je ustanovil aromaterapijo, en francoski, potem tudi znanstvenik, je imel zelo hude opekline, v bistvu cela roka je bila res najhujše opekline imel in je instinktivno pobral, takole samo vzel eno flašo in je bilo eterično olje sivke in je to zlil 2 deci tega, ne vem, par deci tega zlil na roko. In potem, čez nekaj časa je ugotovil, da se je koža kompletno zacela, brez kakršnih koli, brez gotin, brez sledov. Ne? In v bistvu to ga je toliko fasciniralo, da je celo življenje potem posvetil raziskovanju eteričnih olj pa teh učinkovin. Ne? Tako da to je recimo sivka. Čajevec... Najljubše eterično olje? A tvoje? Ja, za potovanje pa to, ne? Čajevec je dober, ker ima v sebi združuje 2 skoraj nezdružljivi stvari. Eno je ekstremna nežnost, lahko ga nanašamo direktno na kožo, tako kot sivko, ne, in v bistvu ne povzroča nekih reakcij, ne. Potem je zelo fajn za dojenčke, ki imajo te vnete ritke, pa take stvari, ne, ki so rdečice, vnetja, ne. Pomaga pri teh vnetjih, to pa zato, ker ima res neizprosno antibakterijsko, protivirusno delovanje. Nežen, a neizprosen. Tako. Kaj jaz? Čist greh mojemu karakterju čajevec. No, evo, vidiš. Saj tudi to je, ne, da recimo tisto eterično olje, ki nas pritegne, nam ponavadi tudi zelo paše, ne, in tisto nam tudi diši. Kaj imamo potem še? Citruse. Ja. Ne? Citrusi zelo razmastijo kožo, so pa tudi zelo popularni zaradi tega, ker nas tako dobro voljo naspravijo. No, tako bom rekel. Ja, tak uplifting. Zelo so uplifting, ja, sploh v kombinaciji s kakšno vrtnico. Vrtnice pa tudi, bom rekel, skoraj težko se odločiti, katero najljubše olje, ne, ampak vrtnica sigurno zaradi nege kože. To recimo tudi, če imamo razpokano kožo do krvi, recimo po zimi, ne, ko počasi bo to začelo prihajati, ali zima, ne, dejansko toliko celi kožo, toliko hiter, da ne moreš verjeti. Se pravi, zdaj za ta čas, ko so dnevi krajši, več je teme, mraz prihaja in stiska in vse, čeprav eni se ne damo, a ne, bi nam priporočal, da imamo doma kozmetiko, ki bazira torej na vrtnici. Pa kaj bi nam še priporočil, recimo, zdaj sploh kako mazilo, da imamo doma? Ja, recimo mazila na osnovi karitevega masla so zelo dobra. Karitev maslo je za zelo tako izsušeno kožo. Ker to je šok za kožo, a ne? Pa klime, toplota, pa vse te ostale stvari. Ja, seveda vse spremembe. Se pravi, mazila, pa tudi toniki pridejo zdaj v upoštev hidrolati, a ne? Hidrolati so sploh kot osnova, ne, karkoli nanašamo v bistvu, to dostikrat ljudje ne vejo, ko uporabljajo te ekološke izdelke na bazi olj, na bazi masel, da treba prej navlažiti kožo dobro, ne. Najprej vlaga. Ja, lahko je tudi samo z vodo, ne, ampak jaz pravim, če si vzamemo en hidrolat, pa hidrolat uporabljamo, dobimo v bistvu res tisto maksimalno nego, pa čisto naraven način in telo nam bo hvaležno. Jaz imam tonik, se pravi hidrolat, jaz ga imam v torbici in večkrat na dan se takle pošpricam. To je to, a ne? To je res... Najlepša hvala, Amon, za vse, kar si nam posredoval o eteričnih oljih in hvala tebi ter tvoji ženi, da ustvarjate nekaj tako čistega in čudovitega, kot je Amon in Anis. Hvala lepa za vse to. Predlagam vam, da si pogledate še kakšen minuli posnetek iz minulih oddaj. Najdete to na klepetkave.si. Sicer pa, dragi naši gledalci, ostanite v naši družbi na TV3. Najde boste še marsikaj zanimivega in vse koristne informacije, ki jih zberete, ki jih slišite, dajte jih deliti naprej. Povejte svojim sosedom, komu v trgovini, znancem, družini, vsem, ki jih imate radi. Naj vam pa sreče.